Danes v Pomurskem dnevniku. Maraton treh src po novi trasi. Znanje in digitalna družba. Odpadno ostaja uporabno. Več smrti kot rojstev. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. 21. maja bo v Radencih potekal že 36. maraton treh src. Ključna novost tega najbolj srčnega športnega dogodka pri nas je nova trasa, ki bo kar 4-krat prečkala mejo med Slovenijo in Avstrijo, ter tako tekačem ponudila dolgo zaželeni en krog namesto dveh. Dokaz, da je odločitev za novo traso prava, so prijave, saj imajo že sedaj bistveno večje število prijav kot v enakem obdobju lani. Vedno pričakujemo neko rast, ki se že letos dokazuje. Že zdaj imamo okrog 20% več prijavljenih kot lansko leto v istem obdobju. Naše glavno vodilo maratona treh src je vedno bilo dobro počutje tekačev, lep dogodek, dobro počutje vseh obiskovalcev, da ko zaključimo to prireditev rečejo, bilo je pa super. Prišli bomo naslednje leto spet in ko to slišimo, smo zadovoljni. Po 16 letih bo tako proga tekla ponovno čez Avstrijo. Proga bo potekala iz Radencev proti Gornji Radgoni, zdaj nekaj smo že povedali o tem. Tukaj bo prvič prečkala mejo, 21-kilometrska proga in pa 42-kilometrska proga gresta se pravi v Avstrijo. 42-kilometrska proga se nadaljuje potem proti Cankovi, nato proti Gederovcem in pa nazaj v Avstrijo in pa skozi Gornjo Radgono nazaj proti Radencem. Strasten tekač Igor Škrinjar je novo traso že preizkusil in je navdušen. Proga je kakor za koga. Lahka, težka, je nekoliko hribovita. Sploh na koncu, ko se bomo spenjali nazaj, je meni ostalo v spominu iz Radgone proti Arkontu in pol desno v Gozdiček in tam pred Radensko je zopet malo spenjanja, kar pomeni, da takrat bomo mogli napeti vse svoje moči. Je pa dobra stvar tega, da na koncu je pa spust in jaz takrat sem se zafrkaval, da ko bomo šli proti Radenski, pol bo pa letelo, ker še 2 kilometra spusta in ravnine. Na predstavitvi so o pomenu maratona treh src za lokalno skupnost, o pomenu sodelovanja in preseganja različnih oblik meja spregovorili tudi župani 4 občin, skozi katere bo letos potekal maraton treh src. Janez Rihterič, Stanislav Rojko, Drago Vogrinčič in župan avstrijske občine Bad Radkersburg Heinrich Schmidlechner. Maraton treh src slovi kot izjemen športni pa tudi družabni dogodek, saj je za popoln užitek in zabavo poskrbljeno od jutra do večera. Sodelavci iz gostinstva so zadolženi za to, da obiskovalci, tekači, pohodniki ne bodo žejni in lačni. Jasno, še posebej se pripravljamo na večerni koncert zasedbe Bigfoot Mama, še s kakšnim lokalnim presenečenjem pred tem. Potem sodelavci iz zdravstvene službe so angažirani pri svojih stanovskih kolegih, pri zdravniški službi. Če kdo, potem za to ekipo upamo, da bo dela seveda čim manj. In pa seveda animacijska ekipa Zdravilišča Radenci je tista, ki pripravlja raznovrsten in bogat spremljevalni program čez dan, od otroškega vrtca za najmlajše do različnih aktivnosti z maskoto Zdravilišča Radenci, to je veverička Muki in tako naprej, tako da bo ta dan lahko tudi poleg teka in pohoda seveda tudi družinsko obarvan. Poleg tekačev se bodo maratona udeležili tudi Filip Flisar in nordijci, ki bodo v cilju udeležencem podeljevali medalje in tekli na različnih razdaljah. Zvečer pa bo za uraden rokerski zaključek poskrbela legendarna skupina Bigfoot Mama. V Pomurju se je danes mudil vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič. Kaj je namen njegovega obiska, pa nam bo povedal sam, saj smo gospoda Stančiča povabili v studio. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, gospod Stančič, zakaj se danes mudite v Pomurju, kaj vse ste obiskali? Torej, jaz sem vodja predstavništva Evropske komisije v Ljubljani in seveda delamo z različnimi deležniki po celi Sloveniji na evropskih projektih. Vendar je pa zelo pomembno, da se dobimo tudi za
ljudmi na terenu in da pogledamo, kaj dobijo od Evropske unije, kakšni so učinki naših politik tudi na regionalni in na lokalni ravni. Tako da sem se dobil najprej z županom Murske Sobote, sva se pogovarjali o tem, kaj je konkretno rezultat vlaganj strani Evropske unije v občini, seveda pa tudi širše v regiji. Predstavil mi je, kakšni so rezultati, kakšni so pa tudi izzivi za naprej. Nadalje bomo imeli tudi srečanje v Ljutomeru in v osnovni šoli v Črenšovcih. Tukaj imamo pravzaprav različne dejavnosti. V Črenšovcih se bomo predvsem pogovarjali o tem, kakšni so rezultati sodelovanja v šoli, torej tudi v regiji, z drugimi dijaki, tako v Sloveniji, v Črenšovcih, pa tudi širše. V Ljutomeru pa bomo se osredotočili bolj natančno na izzive in priložnosti, ki jih ponuja digitalni enotni trg, upam tudi v vaši regiji. No, ko ste ravno omenili Ljutomer, torej tam poteka forum Znanje in digitalna družba. Kaj pa je pravzaprav digitalni notranji trg? Digitalni notranji trg je nek koncept, ki smo ga pripravili na Evropski komisiji leta 2014, potem smo pripravili neko strategijo. Zelo pomembno je pa, da pravzaprav poskušamo ugotoviti, kako lahko ponudimo različne možnosti na različnih ravneh državljanom, podjetjem, zato da bi izkoristili pravzaprav ta vsem priložnosti, ki jim ponuja ogromni trg Evropske unije, ker vemo, da je 500 milijonov državljanov, 500 milijonov ljudi, ki lahko tako ali drugače deluje, trguje, prodaja ali pa kupuje čezmejno. Obstaja cela vrsta na nek način tudi ovir, recimo, če želite kupiti določene izdelke čez mejo, se lahko pojavijo problemi, kot recimo, da podjetja ne želijo prodajati ali pa kupovati izdelke čez mejo. Tako da poskušamo ugotoviti, kaj so tiste težave in potem tudi te težave na nek način odstraniti. Ker je meni zelo pomembno zato v regiji, je to, da veste, v regiji je šla skozi velike strukturne spremembe, ki so bile zelo problematične. Veliko ljudi je izgubilo službo. Hkrati so prišle pa tudi nove investicije, dostikrat financirane ali pa sofinancirane tudi strani Evropske unije, ki so pripeljale novo infrastrukturo, boljše ceste, tudi internetne povezave, na nek način pa tudi podjetniške centre. In mogoče mladi se odločajo danes, kaj bodo študirali, kaj bodo delali, in prepričani smo, da recimo lahko z temi novimi digitalnimi storitvami, digitalno industrijo, lahko mladi ob odločanju o tem, kaj bodo delali v življenju, izberejo ustrezne poklice. To niso nujno poklici samo v računalništvu, pa tudi širše v družboslovju, celo seveda v naravoslovju, ki jim bodo pomagale najti svoj prostor, svojo kakovost življenja v verjetno tudi digitalnem enotnem trgu. No, sami ste povedali, Evropska unija spodbuja ta digitalni notranji trg. Nekaj ste že sami povedali. Dejansko, zakaj je to pomembno tudi za Pomurje? Glejte, digitalni enotni trg ni samo izdelava računalnikov. To so tudi recimo storitve, ki jih ponuja nova industrija. Kaj to pomeni? Pomeni recimo, da mogoče lahko ljudje, ki delajo bioizdelke, torej dejansko kmetijski izdelovalci, če lahko svoje storitve, svoje izdelke ponujajo prek mogoče interneta širšemu trgu. Torej ne gre samo za to, da bomo delali zadeve na visoki tehnologiji, vrhunski tehnologiji, ki je pravzaprav tudi v Evropski uniji, ampak tudi to, da se digitalne storitve lahko ponujajo tudi za pravzaprav klasično industrijo ali pa tudi za poljedelstvo. Tako da kaj to pomeni? Pomeni seveda, da so izzivi recimo nekdo, ki dela izdelke, torej poljedelske izdelke, mogoče nima veščin za postaviti svoje izdelke na internet. Vendar pa lahko z lokalnimi ponudbami, z lokalnimi strokovnjaki naredi internet strani in svoje izdelke trži tudi širše. In jih proda torej odlično kakovost za višjo ceno, torej državljanom Slovenije, vendar pa tudi celotne Evropske unije. Tako da se mi zdi, da ker je zelo pomembno je to, da digitalni enotni trg ne pomeni samo visoka tehnologija, ampak pomeni tudi, kako to tehnologijo, ki obstaja, lahko uporabljamo na vseh različnih plasteh, od seveda trgovine do tudi na nek način delovanja, sodelovanja z lokalno skupnostjo.
torej dostop do lokalne uprave, dostop do recimo e-uprave in podobno. Tako da obstaja neka cela paleta različnih aktivnosti, na katerih moramo delovati in upam, da bodo tukaj tudi konkretni rezultati za regijo. Ta digitalni svet pa predstavlja tudi veliko priložnosti za mlade. Veste, kako je, mladi na vsak način se odločajo o življenju, kaj bodo delali, kaj bodo počeli naprej in te odločitve niso enostavne. Zelo pomembno je to, da se razbijajo stereotipi, da je digitalni enotni trg ali pa recimo službe, ki so v tem trgu, da so samo za moške. To ni res. Imamo celo vrsto izredno uspešnih ženskih podjetnic, kar pomeni, da ne smemo reči, to je pa samo za fante, to za punce ni ustrezno, nasprotno. Zelo pomembno je tudi to, da se, veste, mladi, ko se odločajo o tem, kaj bodo počeli, morajo imeti neke modele, neke vzore. Te vzori so seveda lahko regionalni, lahko so pa tudi širši. Tako da je zelo pomembno, da se pogleda, kakšni so recimo podjetniški uspehi, ki jih imamo Slovenci na tem področju in da potem uporabljamo te primere kot tiste, ki bodo mladim pomagali prenesti pravilne odločitve v svojem življenju. No, upamo, da je ta forum podal vse odgovore na vsa ta vprašanja mladih in tudi ostalih. Glede, jaz mislim, da vse odgovore pa vsa vprašanja v nekem kratkem času ne moramo najti. Ker je zelo pomembno je to, da se pravzaprav odpravi nek pogovor. Pogovor, kjer vidimo, kaj se ponuja, kakšne so možnosti, pa tudi kakšne so izzivi. Z neko diskusijo, z nekim pogovorom bomo na vsak način naredili en korak naprej in sem prepričan, da se bodo mladi na podlagi tega tudi odločili o tem, kakšne stvari bi želeli delati naprej in kaj morajo v tej smeri tudi narediti. Uspešno še naprej torej in hvala za obisk v studiu. Hvala vam. Danes so v trgovskem centru Maximus ob obeležitvi Svetovnega dneva zemlje pripravili prireditev s sloganom Zemlja potrebuje našo pomoč, drevesa za zemljo. V sklopu prireditve so tudi podelili nagrade prekmurskim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, ki so sodelovali v natečaju. V natečaju Odpadno je uporabno so sodelovali vsi prekmurski vrtci, osnovne in srednje šole, kjer podjetje Saubermacher Kommunala Murska Sobota opravlja aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Konkretno se jih je odzvalo 31 in ti so ustvarjali, ti so zbirali in v tem mestu lahko povem, da smo z njihovim sodelovanjem in prispevkom izjemno zadovoljni. Prej smo slišali tudi, da je ravno pomurska regija najbolj uspešna regija bila pri zbiranju odpadkov v Sloveniji. Kako to? V podjetju Saubermacher Kommunala se že več kot 25 let trudimo in izjemno velike napore vlagamo v osveščanje in predvsem velike napore vlagamo v delo z mladimi. Ni zastonj tisti stavek, na mladih svet stoji, in če smo v začetku 90-ih let osveščali mlade, ki so bili takrat v šolah, imajo ti že svoje otroke in tudi te otroke osveščamo in skupaj z njihovimi starši in njimi poskušamo ustvarjati zdravo okolje. Zanimivo pa je, da je pomurska regija bila po količini odpadkov najuspešnejša v Sloveniji. Med vsemi pomurskimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami pa je največ odpadkov na učenca zbrala ravno osnovna šola z najmanj učenci. Projekte izvajamo že 5 let na območju Slovenije in ponavadi jih izvajamo regijsko. In moram reči, da je že prva akcija, ki je bila pred 3 leti v prekmurski regiji, bila zelo odmevna in da je že takrat rezultat bil najboljši. Zakaj je tako, je težko reči. Jaz mislim, da je eden od razlogov ta, da smo tu res z organizatorji se znali povezati, da je bila ta akcija odmevna in pa predvsem, da so se zelo angažirali mentori posameznih šol in pa s tem tudi potem seveda učenci. Moram reči, da sem vedno navdušen nad to njihovo organiziranost in pa pristopom. In to je zelo pozitivno. Zanimivo je pa tudi, da je ravno ena izmed manjših šol Pomurja zbrala največ odpadkov. Ja, nad tem smo bili zelo presenečeni danes zjutraj, ko smo ugotovili, da je najmanjša šola, osnovna šola Kobilje, pravzaprav z 36 učenci zbrala skoraj 180 velikih aparatov, okoli 300 televizorjev. To pomeni, da so se širše organizirali, kot je pa samo področje njihovih šol.
Upravna enota Murska Sobota je minulo leto poslovala pozitivno. Kljub temu pa zaradi manjšega števila zadev nekateri krajevni uradi zapirajo vrata. Po besedah načelnika soboške upravne enote vsako leto beležijo več porok. V lanskem letu beležimo 203 poroke, rojstev je bilo 421, smrti pa 608, tako da dejansko nataliteta pada. Čeprav so poslovali pozitivno, beležijo vedno manj zadev, kar je razlog, da nekatere krajevne urade zapirajo. Zaprtje krajevnih uradov predvsem pripada zaradi manjšega pripada, torej števila zadev, potem tudi zaradi racionalizacije, torej če gledamo z kadrovskega vidika, se število zaposlenih zmanjšuje in s tem se potem zmanjšuje tudi možnost pokrivanja celotnega področja upravne enote. In koliko krajevnih uradov deluje pod okriljem soboške upravne enote? Na področju upravne enote Murska Sobota deluje 10 krajevnih uradov, dolgoročno mislim, da jih bomo še morali nekaj zapreti, ampak seveda vse odvisno od kadrovskih zmožnosti. Kakšni so pa recimo načrti na splošno za leto 2016? Boste uvedli kakšne novosti? Zdaj kaj posebej ne predvidevamo, seveda želimo si več elektronskega poslovanja, torej da se stranke poslušujejo tudi portala e-uprava, kjer dejansko lahko že kar dosti zadev urejajo preko samega portala. V letu 2015 so zaposleni upravne enote zagotavljali upravne storitve 55.769 prebivalcem, ki živijo v 12 lokalnih skupnostih, od tega v 3 prebivajo pripadniki madžarske narodne skupnosti. Danes 28-letni Mariborčan Filip Flisar je kariero začel s hitrimi disciplinami v alpskem smučanju, a se je nato odločil za novo disciplino smučarski kros. Brkati Štajerec bo v nedeljskem pogovoru izdal še marsikaj. Filip Flisar je na svojih prvih olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru osvojil 8. mesto. V sezoni 2011-2012 je 3-krat zmagal na tekmah svetovnega pokala in dosegel tudi skupno zmago v ski-krosu. Na olimpijadi v Sočiju pred 2 letoma je bil 6. Lani je postal svetovni prvak v svoji disciplini, ko je z nepozabnim manevrom z 3. mesta nenadoma skočil na prvo in zmagal. Znan je kot ljubitelj adrenalinskih športov, tudi zunaj smučarskega sveta pa je zaslovil po svojih dolgih in zavitih brkih. V pogovoru z Doro pa ni poskušal skriti svojega simpatičnega mariborskega načina štajerščine. In kaj bo smučar počel po karieri? Pravi, da je odprtih veliko možnosti, konkretno katere pa prisluhnite v nedeljskem pogovoru na TV Ideja ob 18. uri. Sinoči je v zapuščeni stavbi v središču Murske Sobote zagorelo. Gasilci so morali posredovati tam že pred nekaj dnevi, ko je v stavbi v času požara bila ena oseba. Malo pred 8 uro zvečer je v zapuščeni stavbi v središču Murske Sobote, kjer je bila nekoč uprava potrošnika, ponovno zagorelo. V zapuščeni stavbi, ki je sedaj pribežališče brezdomcev in narkomanov, je zagorelo že pred nekaj dnevi. Takrat je v stavbi v času požara bila ena oseba. Gasilci PGD Murska Sobota so manjši požar v notranjosti stavbe pogasili ter prostor pregledali s termokamero. Stavba je sicer že dalj časa zapuščena in priljubljeno pribežališče brezdomcev in narkomanov. Na problematiko stavbe in dejstvo, da ta predstavlja veliko grožnjo požarni varnosti, so na sobotainfo.com že pred leti opozarjali. Kot odziv na pisanje je družba Mercator zaprla hod v stavbo, a so ga brezdomci pred časom ponovno odprli. Kako dolgo bo zapuščena stavba ogrožala varnost ljudi in kazila mestno središče, ni znano. Saj obljube o rušenju in gradnji novega nakupovalnega središča poslušamo že nekaj let. Kakšni so načrti, pišejo kolegi na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice.
Ob koncu naše dnevno informativne oddaje pa si, spoštovani, poglejmo še, kakšne vremenske spremembe se nam obetajo v prihodnjih dneh. Danes je bilo večinoma sončno. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 19 stopinj Celzija. 1 stopinjo manj je bilo v Murski Soboti in v Radencih. Najhladneje pa je tudi danes bilo na Goričkem, kjer so termometri pokazali 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, ponekod na zahodu bo že zjutraj občasno deževalo, čez dan pa se bo dež postopno razširil na vso državo. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro pretežno oblačno, termometri bodo pokazali okoli 9 stopinj Celzija. Čez dan se bo še bolj pooblačilo, deževalo bo. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale okoli 17 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno, ohladilo se bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, temperature se bodo čez dan gibale okoli 13 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, že v torek pa bo na nebu nekaj več sonca. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili za danes. Bodite z nami tudi prihodnjič, sicer pa preživite kar se da lep in prijeten večer še naprej. Srečno!